V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje, drage sestre v Kristusu, spoštovani verniki rimskokatoliške, pravoslavne in evangeličanske cerkve, dragi kolegi iz Stolne župnije Novo mesto, župnije Svetega Lenarta Novo mesto, župnije Šmihev Novo mesto, župnije Stopiče, župnije Sveti Duh Veliki Trn, Srbske pravoslavne cerkvene občine Novo mesto in domače evangeličanske cerkvene občine Novo mesto. Dragi vsi, ki smo se danes zbrali v istem duhu vere in spoštovanja. Veseli nas, da se danes srečujemo kot kristjani različnih cerkva, a z eno vero, v Jezusa Kristusa, edinega Gospoda, ki nas kliče v občestvo in eno željo, da bi hodili po poti resnice, miru in ljubezni. Zbrani smo zato, ker verujemo, da je to, kar nas združuje, močnejše od vsega, kar nas ločuje. Današnje ekumensko bogoslužje razumemo kot dar in nalogo. Dar srečanja, poslušanja in skupne molitve ter nalogo, da kot kristjani v razdeljenem svetu pričujemo za spravo, medsebojno spoštovanje in resnico, ki osvobaja. Naj nas Bog, ki je Oče vseh, naj nas Sin, ki je razlomljeni kruh za življenje sveta, in naj nas Sveti Duh, ki gradi občestvo, vodi v tem skupnem bogoslužju in v vsakdanjem prizadevanju za edinost v različnosti. V tem duhu vas prav vse prisrčno pozdravljamo in vam želimo izreči dobrodošlico. Začnimo bogoslužje skupno hvalnico, ki pravi: Bog mogočni slavati, na to pa bomo pustili možnost našemu dragemu kolegu Marku Burgerju iz župnije Sveti Duh na Velikem Trnu, ki je oče teh ekumenskih srečanj že toliko let, da nas pozdravi.
Spoštovani vsi navzoči, želim vam lep večer in zbrano sedaj ob tem bogoslužju, ko skupaj molimo za edinost med vsemi kristjani. Temo za razmišljanje so izbrali verniki Armenske apostolske cerkve skupaj z brati Armenske katoliške in evangeličanske cerkve. Armenija se ponaša s častjo prve krščanske države. Potem, ko sta apostola Tadej in Jernej tja prinesla evangelij, je leta 301 postala prva država, ki je sprejela krščanstvo kot državno vero. Se pravi pred Milanskim ediktom leta 313. Armenska cerkev danes šteje okrog 9 do 10 milijonov vernikov, od tega jih kar 2/3 živi izven Armenije na Bližnjem vzhodu. Njihova zgodovina je zaznamovana z mnogimi preizkušnjami, nasilnimi preseljevanji in celo z genocidom. Na ozemlju Osmanskega cesarstva so postali cerkev mučencev. Ob koncu 19. in začetku 20. stoletja, zlasti leta 1915, so doživeli velik bratomor, genocid. Nad milijon Armencev je bilo pobitih in Turčija še danes tega ne prizna kot genocid. Geslo za molitveno osmino so zbrali kristjani iz Armenije, iz Pavlovega pisma Efežanom. Glasi se: eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani v enem upanju svojega poklica. Apostol Pavel se obrača na svoje naslovnike in jih spodbudi, naj verodostojno pričujejo o svoji veri z geslom edinosti. Ta temelji na eni veri, enem duhu, enem upanju in samo z edinostjo lahko pričujemo kot to, da smo eno telo v Kristusu. Apostol Pavel nas ponovno opominja na upanje. Kaj je upanje in zakaj smo poklicani, da ga živimo? Upanje je kalček, dar in naloga, ki jo moramo varovati in gojiti, da rodi sadove v dobro vseh. Krščansko upanje nam daje mesto na tistem ozkem grebenu, na tisti meji, kjer naša poklicanost zahteva, da se vsak dan in vsako uro odločamo, da bomo zvesti Božji zvestobi do nas. Naša poklicanost je skupna. Poklicani smo, da skupaj gradimo edinost in živimo evangelij. Edinost je sad navzočnosti Jezusa med nami. Le tako lahko prinašamo mir v svet, ki je poln nasprotovanj, in blažimo nasprotovanja med narodi, da bi se ljudje zavedali, da z Božjega gledišča smo vsi otroci nebeškega Očeta in moramo graditi bratstvo in edinost po vsem svetu, da bi se te bratomorne vojne, ki so danes po vsem svetu razširjene, prenehale in da bi živeli dostojno življenje času, v kateri živimo, 21. stoletja, da bi se pokazala srčna kultura do vseh narodov, do vsakega človeka, da ima vsak pravico, da živi svoje življenje, da ga živi v polnosti in da gradi tudi tisto upanje. Vsi smo usmerjeni proti istemu cilju. Bog je naš skupni Oče, Jezus Kristus je naš odrešenik in Sveti Duh je tisti, ki nas razsvetljuje. In če se na to spomnimo, potem ni težko vsak dan se na to spomniti, pa zmoliti kakšno molitev, zato da bi se edinost med narodi in med vsemi ljudmi utrjevala in gradila naprej v smislu, kot je to v Božjih načrtih.
Drage sestre, dragi bratje, nocojšnje ekumensko bogoslužje ima za glavno misel tudi mir. V hitrem, stresnem, kaotičnem, nemirnem in neosebnem svetu smo zbrani v svetosti sedanjega trenutka, ker imamo pogum osvoboditi se imperija ega, jaza. Iz Zaharijeve hvalnice, ki je bila zapeta 8. dan po čudežnem rojstvu nebeškega kneza miru, zvemo, da je prekinjeni mir padlega človeštva in stvarstva obnovljen, saj je odrešenik prišel zato, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci in naravna naše noge na pot miru. Da, na pot miru. Dokler ljudje ne damo slave Bogu, na zemlji ni miru. Mir je več kot pojem, občutek, meditacija, nirvana, politični dogovor, svoboda govora in gibanja, odsotnost vojne, deklaracija Organizacije združenih narodov, zdravje, blagostanje. Mir je stanje srca, mir je odnos. Pravi mir je zunaj našega dosega in je Božji dar. Mir ni odsotnost hrupa, ampak odsotnost mene. In da dam, da tam, kjer sem jaz, stopi Bog in bližnji. Vrhunec Zaharijevega Benediktusa je mir, šalom, eirene, ki je tretji sad duha in prvi dar v starega Gospoda, mir vam bodi. Serafim Sarovski je rekel, ustvari mir v svojem srcu in tisoči okoli tebe bodo rešeni. Kaj mi koristi, da je devica Marija nekoč davno rodila kneza miru, če ga v svojem času in kulturi ne rodim tudi jaz? Vsi smo poklicani za mirovnike. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Naj zaključim z mislijo. Ekumensko gibanje je najpomembnejše mirovno gibanje na svetu. Kot občestvo celokupne cerkve potujemo po poti miru, da bo to, kar je bilo razbito, vrnjeno v prvotno stanje in poveličano v eshatološkem miru. In Božji mir, ki presega ves človeški razum, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Draga Božja cerkev, pozdrav miru je v cerkvi že od nekdaj v navadi in izraža željo živeti in širiti Gospodov mir in sprejemati bližnjega v vsej njegovi različnosti. Izrazimo si ga stiskom roke, prijaznim pogledom in iskrenim voščilom. Mir s teboj.
Biblično vodilo za današnje ekumensko bogoslužje je, kot smo že slišali iz pisma Efežanom, 4. poglavje od 3. do 4. vrstice, kjer nas apostol Pavel nagovarja z besedami: prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svoje poklicanosti. In ko nam zmanjka besed, naj nas nagovori poezija iz psalma 72, 15 do 18 vrstica, ker pravi takole: naj živi, naj mu dajo zlato iz sabe, zanj naj vedno kdo moli, ves dan naj ga blagoslavlja, naj bo obilje žita v deželi, naj valovi do vrha gorovja. Njegov sad naj bo kakor Libanon, naj cvetijo ljudje iz mesta kakor zelišče zemlje. Njegovo ime naj ostane na veke, njegovo ime naj se širi pred soncem. V njem se naj blagoslavljajo vsi narodi, naj ga blagoslujejo. Naj bo slavljen Gospod, Bog Izraelov, Bog, ki opravlja čudovita dela, on edini. Priznajmo grehe in v luči Božje besede sklonimo svoje glave, rekoč: usmiljeni Bog, pred teboj stojimo kot ljudje, ki smo ustvarjeni po tvoji podobi in vendar zaznamovani z razdeljenostjo, strahom in sebičnostjo. Priznavamo, da smo grešili v mislih, besedah in dejanjih, s tem, kar smo storili, in s tem, česar nismo storili. Kesamo se, ker te nismo vedno ljubili z vsem srcem in ker v bližnjem pogosto nismo prepoznali brata in sestre. Odpusti nam, kadar smo raje izbirali sebe kakor občestvo, moč kakor služenje, pravičnost po naših merilih namesto tvoje resnice. Kesamo se za grehe razdeljenosti v tvoji cerkvi, za besede in dejanja, ki so ranila edinost Kristusovega telesa. Odpusti nam, ko smo drug drugega sodili namesto poslušali, izključevali namesto sprejemali in umolknili tam, kjer bi morali stati za resnico in mir. Usmiljeni Bog po Jezusu Kristusu nam podari odpuščanje, po Svetem Duhu nas prenovi, da bomo hodili v novi poslušnosti, rasli v medsebojni ljubezni in bili znamenje sprave, miru in upanja v svetu. Amen. Besede milosti in slavospeva, ki jih najdemo v Evangeliju po Janezu, pa naj razveseljujejo našo dušo rekoč: hodite dokler imate luč, da vas ne zajeme ta tema. Kdor hodi v temi, ne ve, kam gre. Dokler imate luč, verujte v luč, da postanete sinovi luči. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Umirimo svoje misli v skupni molitvi. Milostivi Gospod, Bog vseh, vodnik izgubljenih, luč tistim, ki so v temi. Naše oči so oprte vate, usliši naše molitve. Naj zasije sonce tvoje slave in daje življenje in luč vsem, od vzhoda do zahoda in od severa do juga. Naj jutranji žarki tvoje večne pomladi prebudijo nas, ki čakamo na tvoj prihod. O Jezus Kristus, luč od luči, prebivaj v nas, ki smo se zbrali, da bi počastili tvoje sveto in dragoceno ime. Naj tvoj življenjski sijaj v nas prižge globjo ljubezen drug do drugega. Naj nas tvoja sijajna luč spodbudi k vedno polnejši edinosti. Kakor vrt tvojega kraljestva krasi raznoliko cvetje,
Tako naj nam tvoj božanski sijaj pomaga k uglašeni harmoniji. Naj mi vsi v en glas vedno veselo hvalimo in slavimo tebe in Očeta in Svetega Duha, zdaj in vedno in na veke vekov. Amen. Prisluhnimo besedam, ki so zapisane v knjigi preroka Izaija, 58. poglavje od 9. do 11. vrstice. Če odpraviš jarem iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje, če daješ lačnemu, kar ima sam rad, in sitiš revežu grlo, bo šla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. You reason
bomo vstali in izpovedali vsi skupaj svojo vero v trojedinega Boga z apostolsko veroizpovedjo. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Od tam pride sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto vesoljno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Dragi bratje in sestre v Kristusu, hvala vam, dragi bratje in sestre Evangeličanske cerkve, ki ste nas tukaj nocoj tako lepo sprejeli. Iskrena hvala za vašo odprtost in gostoljubje. Hvala, da smo na tem ekumenskem večeru skupaj, kajti to je posebno pričevanje. Nismo namreč gostje drug pri drugem, ampak smo bratje in sestre. To premalokrat čutimo, premalokrat živimo. Kajti stojimo pred istim Gospodom in poslušamo isto besedo, Kristusovo besedo. In v takih trenutkih človek začuti, kako dragoceno je, da se ne zapiramo, ampak tako kot nocoj, pa tudi drugače, sicer, če smo odprti, delamo korake drug drugemu. Čeprav se nam velikokrat zdi, da v tem globalnem svetu, da je ta korak majhen, je v resnici zelo velik. Kajti ti veliki koraki naproti celemu svetu se pogostokrat pokažejo pravzaprav kot preizkušnja naše vere, naše ponižnosti. Kajti ravno tega koraka marsikdo ne želi storiti. Hkrati pa v vsakem takem koraku zažari nekaj zelo evangelskega, zažari nekaj človeškega in to je želja, da bi bili resnično vsi eno. Geslo tedna molitve za edinost kristjanov nas letos spomni, kdo smo ravno v tem. Namreč eno telo je in en duh, kakor ste bili poklicani v enem upanju svoje poklicanosti. In to je jedro cerkve. V Kristusu smo poklicani v eno upanje, v zveličanje in večno življenje. Tega ne moremo storiti samo z besedami, to lahko storimo z vero. In takrat, ko to storimo z vero, se naše razlike ne izbrišajo na silo, ampak tisto, kar je pomembno v današnjem svetu, se učimo živeti drug ob drugem ter drug z drugim. Vse pa v Kristusu, v resnici in ljubezni. In zato je danes nujno, da edinost razumemo tudi kot pot miru. Če nadaljujem besede očeta Danijela, ki je rekel, da je ekumensko gibanje najpomembnejše na poti tega miru, potem temu dodajam, da je, da lahko in naj bo tudi najštevilčnejše. Kajti če vsi mi, ki smo krščeni v Kristusa, začutimo, da je naša pot miru, potem postanemo resnično najbolj številčni. Tudi vsi ti naši voditelji in državniki, kateri marsikdo je krščen v Kristusu, naj stopi na pot miru
na pot ekumenizma. Saj apostol Pavel ne govori samo o edinosti, ampak k temu naroča: prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Zato mir ni dodatek, mir je vez v srcu, v družinah, v odnosih, med cerkvami, mir v našem slovenskem narodu, mir v naši Evropi, mir v tem našem svetu, ki ni tako velik, kot menimo. Na njem živimo vsi skupaj. In ta mir ni zgolj človeški dogovor, ampak je dar ustalega Kristusa, ki ga lahko in ga vedno znova prosimo. Naj nam podeli ta mir, da bodo naša srca vedno odprta. Zato naj nas ta teden utrdi v preprostih, majhnih, v resnici velikih, a odločnih korakih. V spoštovanju drug do drugega. V poslušanju drug drugemu. V odpuščanju vsakemu, ki nam karkoli stori. In pa to, kar danes tukaj delamo v naši skupni molitvi. Da bo ena vera v enega Gospoda postajala vidna kot ena ljubezen in kot mir, ki povezuje. In naj to naše delo, našo vero, naše upanje, naš mir, naša prizadevanja blagoslavlja Gospod, ki naj nam daje svojega miru, mi pa ga delimo in širimo. Amen. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, ko dam počitka me vodi. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih potih, zaradi svojega imena. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Tudi če bi hodil temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo, pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziljaš,
Spoštovani duhovniki, dragi gostitelji današnjega srečanja, bratje in sestre. Izražam svoje veselje, da se lahko udeležim srečanja z vami. Tema, o kateri smo vabljeni spregovoriti, je mir. Mir se začne v človeku in se širi v družbo. In nemir se začne v človeku in se širi v družbo. Vprašanje je, odkot prihaja mir. Ko gledamo od Carigrada do Japonske, imajo vsi narodi notranji mir, ker ne živijo od vprašanj, tam več od rešitev. Torej od temeljnih vprašanj, ki so bila rešena že zdavnaj, ko so jih živele 50 ali 100 generacij pred njimi. Na teh rešitvah vzhodnja gradi vse, razume vse, misli vse in deluje vse. Vendar je mir na Daljnjem vzhodu brez veselja. Ni resničen, za nekatere pomeni podreditev sužnjev njihovim gospodarjem, za druge pomeni predajo in obup, iz katerega ni odrešitve. Na drugi strani, kjer smo mi na zahodu, vlada nemir. Hitro se je stopnjeval in v našem stoletju se je tako zelo okrepil, da je zahodno človeštvo v nenehanem strahu pred prihodom, v stanje živčnega zloma in pogosto bolj kot kdajkoli prej v zgodovini sveta v norost. Vzrok zahodnega nemira je enak vzroku za nemir Adama in Eve, ko sta obrnila hrbet Bogu in obrnila obraz Satani. V Evropi je vse postavljeno pod vprašanje. Bog, duša, moral, zakon, družina, družba, država in ta onostranski svet. In mi, kristjani, kje smo? Moramo se dvignuti nad lažni mir vzhoda in grozljivi nemir zahoda, nad vzhodno filozofijo, ki misli, da je rešila vsa vprašanja, in na zahodno zanostjo, ki sama priznava, da je vse postavila pod vprašanj in ničesar ni rešila. Kristjani morajo imeti mir, ki presega človeškovo razumevanje, mir, ki ga je Kristus dal svojim apostolom rekoč, dajem vam svoj mir, mir, ki pomeni veselje, ljubezen in življenje. Z drugim besedami, mir, ki prihaja od Boga. Ta Božji mir, ki je brezpogojen, je edino naravno stanje človeka. Vse drugo in manj od tega je za nas neuspeh. Zato se vsaka liturgija v naši cerkvi začne z molitvijo, v miru molimo k Bogu. V tem besedilu sem parafraziral in citiral škofa iz Ohrida Nikolaja Velimiroviča v njegovom besedilu, napisanem pred enim stoletjem. Kje smo danes? Ideal krščanske askeze je biti zelo strog do sebe in zelo blag do drugih. Naj nam Gospod Bog da moč, da očistimo svoja srca in pustimo, da v njih prebiva mir, na to mir bo prisuten v družini, mir med prijatelji in sosedi. Potem mir v mestih, mir v državi in potem bo mir zavladal po vsem svetu, torej to bodo že nebesa na zemlji. Amen. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Dragi bratje, kolegi duhovniki, drage sestre, dragi bratje iz vseh krščanskih cerkva, neizmerno me veseli, kadar se takole srečujemo. Kajti občutek imam, čeprav sem sama edinka, da kar naenkrat dobim množico bratov in sester. In to, dragi zbrani, je pravzaprav košček nebes na zemlji. Te dni so me šokirali podatki UNICEF-a, ki pravijo, da danes na svetu več kot 473 milijonov otrok živi na območjih, ki so zaznamovana z vojno, nasiljem oziroma razseljenostjo.
Trenutno imamo več kot 70 aktivnih oboroženih konfliktov po svetu ter več kot 50 dodatnih kriz z visokim tveganjem eskalacije. Zato pa so tako blagodejne besede, ki jih najdemo v Evangeliju po Mateju v 5. poglavju v 9. vrstici, kjer pravi takole: blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Ko slišimo besedo blagor, pogosto pomislimo na srečo, na notranji mir ali pa na blagostanje. Tudi mir večkrat razumemo kot čakanje na ugodnejše okoliščine ali pa čakanje, da se bodo drugi umirili, da se bodo vesti utišale, da se bodo razmere nekako že izboljšale. Toda Jezusov blagor o miru je dinamičen. Ne govori o ljudeh, ki mir imajo, pač pa govori o ljudeh, ki mir ustvarjajo. Evangelist Matej uporabi grški izraz, ki dobesedno pomeni tisti, ki mir delajo, tisti, ki mir ustvarjajo. Mir torej ni samo stanje udobja ali odsotnost nasilja, pač pa je način, kako gledamo, govorimo, hodimo drug k drugemu. Mir ni samo tolažba, je zlasti odločitev. Mir ni samo utišana jeza, pač pa je obnovljen odnos. To je mir, ki je nad vsem človeškim razumom, saj zdravi razdalje med nami in popravlja krivice. Dragi prijatelji, kako in na katerih področjih lahko mi v tem kaotičnem svetu ustvarimo mir, torej mi kot krščanska cerkev? Kot prvo, na področju svojega govora. Besede so prva orodjarna miru. Namesto, da stavke začenjamo z obtožujočim in črno-belim ti nikoli, jaz pa vedno, raje premislimo, ali s svojimi besedami gradimo mostove. Kot drugo, v svojem domu, svoji skupnosti, svoji cerkvi. Mir se ne začne v dvorani za pogajanja, ampak v kuhinji, župnijskem uradu, ordinaciji, pisarni, cerkvi. Začne se prav tu, prav zdaj, ko skupaj udejanjamo Jezusovo prošnjo: Oče, daj, da bi bili vsi eno. In kot tretje, mir se začne na področju ustvarjanja bližine in pravičnosti. Včasih razdalje med nami niso kilometri, pač pa predsodki, stare zamere, tiha tekmovanja. Bližina ne izbriše razlik med nami, pravzaprav jih varuje, vendar jim odvzame bolečo ostrino. V bližini se naučimo, da resnična edinost ni uniformiranost, pač pa različnost, ki je v spravi. Zato pristopimo k izključenim, izkoriščanim ali utišanim, saj je prava naloga ustvarjalcev miru, da poslušamo, zaščitimo, da se borimo za krivice, da se borimo za ohranjanje krščanskih vrednot. In končno, mir je lahko naše skupno pričevanje, saj kristjani različnih tradicij pričujemo, da je mir močnejši od naših razlik. Ne iščimo nujno najmanjšega skupnega imenovalca, temveč raje največjo skupno poklicanost, to pa je delati za mir. Svet ne potrebuje popolnih skupnosti, potrebuje skupnosti, ki znajo prositi odpuščanja, sprejemati in nadaljevati. To je ekumenska poklicanost miru, da v drugem ne vidimo tekmeca, temveč Božji dar za nas. Zaključujem z mislijo duhovnika in teologa Romana Guardinija, ki je dejal takole: mir nastaja tam, kjer se ljudje ne postavljajo drug nad drugega, ampak drug ob drugem, pred Bogom. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.
še in še v miru prosimo Gospoda. Slavimo vsemogočnega Boga, ki je izlil svojo luč na vse, kar biva. Zato prosim in naprej vabim predstavnike, ki prihajajo iz Rimokatoliške cerkve, pravoslavne cerkve in evangeličanske cerkve, da z nami podelijo še naše skupne prošnje. Ljubeči Gospod, sprejmi molitve vseh svojih vernih otrok po vsem svetu, ki te kličejo z eno mislijo, z enim glasom, z enim srcem. Po svojem ljubljenem učencu Janezu si obljubil, da bomo, če bomo hodili v tvoji luči, v občestvu med seboj, in tvoja dragocena kri nas bo očistila vsega greha. Nakloni nam to blagoslovljeno občestvo, o odrešenik. Podari nam mir, o ljubeči Gospod, in odvzemi bič državljanskih nemirov in nasilja z obličja zemlje. Spremeni srca vseh, ki se vojskujejo, in se dotakni ran vseh, ki jih je vojna prizadela. Tolaži vse vojne ujetnike in jih hitro pripelji domov. Naj luč tvoje ljubezni zasveti v vseh temnih kotičkih našega sveta in pospeši dan, ko bodo vsi ljudje lahko živeli v miru in pravičnosti. O Gospod, Jezus Kristus, zavetje in prebižališče, sočutjem poglej na begunce po vsem svetu, ki trpijo zaradi razseljenosti in izgube domov. Nagni nas, da bomo živeli občestvo s teboj, z njimi in drug z drugim, z dejanji, gostoljubnosti in ljubeče pomoči. Prosimo te, usliši nas.
Drage sestre, dragi bratje, vodilo današnjega ekumenskega bogoslužja, kot ste verjetno ugotovili, je osredotočeno na mir. Veste, mir pravzaprav ni romantičen, vstopi v napetost, v družino, kjer se nujno ne strinjamo vedno, v skupnost, kjer sta dve tradiciji, v družbo, ki je utrujena. Prav zato je mir odločitev. Ko kristjani različnih tradicij stojimo skupaj, pričujemo, da Gospod miru ni ujet v naše delitve. Naše razlike lahko ostanejo, a nesoglasja naj ne postanejo nepremostljivi zidovi. Tako smo se tudi danes zbrali kot velika družina, v kateri sobivamo kot bratje in sestre. Pravzaprav prihajamo kot trije bratje, kot tri bratske krščanske skupnosti, različnih tradicij, a ene vere v Boga življenja. Voda, ki jo bomo prinesli, ni zgolj simbol naših poti, temveč je znamenje življenja, krsta in upanja. Danes ne bomo zalivali razlik, temveč bomo združili darove, da bi iz skupnega vira raslo novo življenje. Apostol Pavel nas v pismu Efežanom nagovarja z besedami: ena je vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi, po vseh in v vseh. Sedaj vabim brata iz Rimsko-katoliške cerkve, da pristopi s kelihom z vodo in počaka še ostale. To vodo prinašamo kot znamenje krsta, ki nas je vse potopil v Kristusovo smrt in vstajenje, ter kot klic k edinosti, ki ne briše raznolikosti, ampak jo varuje. Sedaj vabim brata iz pravoslavne cerkve, da pristopi s kelihom z vodo in počaka še ostale. To vodo prinašamo kot znamenje Svetega Duha, ki daje življenje in oživlja cerkev, ter kot spomin, da smo vsi poklicani k preobrazbi srca. In sedaj prihajam še kot sestra iz evangeličanske cerkve. To vodo prinašamo kot znamenje Božje obljube, da nova rast ni iz človeške moči, temveč iz zaupanja v milost, ki nas vse nosi. In sedaj lahko skupaj zlijemo vodo v en vrč. Tri vode, en vrč. Tri poti, ena skrb za življenje. Kar je bilo ločeno po zgodovini, danes povezujemo v miru. In sedaj lahko te rastline, ki jih imamo tukaj, zalijemo iz skupnega vrča življenja. Hvala. Dragi bratje in sestre, iz istega izvira smo danes črpali vodo in z njo zalivamo rastline, ki jih bomo ponesli vsak v svojo cerkev. Naj nas spominjajo, da nas ena vera, en krst in ena voda življenja povezujejo, čeprav se vračamo v različne cerkve in skupnosti. Tako tudi mi iz istega Kristusa živimo, a služimo Bogu v različnih krajih in izročilih. Naj rastline, ki jih ponesemo, postanejo znamenje, da edinost ni v tem, da bi bili vsi enaki, ampak da bi v ljubezni rasli drug ob drugem pred Bogom. Naj rast, ki se danes začne, rodi sad miru, spoštovanja in ljubezni v vsakem kraju in v vsakem srcu. Amen.
Tale gre pa v klošter po domače, ne? Tako. Tako. Naša pa ostane tu. Tako, sedaj pa vabim vse drage kolege duhovnike iz vseh cerkva, da se mi pridružijo tule zgoraj in bomo skupaj molili Jezusovo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker Tvoje kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. In sedaj od vseh nas, duhovnikov, prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.